Zdravljeni, z vami sem Minka. Poglejte, kruh, ajdov kruh, mešan s pirino moko. Za novo knjigo preizkušam recept z drožmi. No, to bo v novi knjigi, ampak vam povem, tole je božansko dobro. Druga zadeva pa za vse tiste, ki ste občutljivi na gluten. Vam povem, da je to nekaj, kar je vrhunsko, kar te ne napihne, po čemer se res dobro počutiš. Zdaj pa poglejmo najprej, kaj to pomeni, kdo je občutljiv na gluten. Se pravi, vse, kjer je bela moka, kjer so testenine, pice, povsod je praktično gluten. In te glutenske vezi, ko uporabljamo droži, dejansko razpadajo. Ali pa recimo za vse tiste, ki ste občutljivi na kvašene zadeve. Ravno tako glutenske vezi s tem, ko imaš droži, enostavno razpadajo te glutenske vezi in avtomatično se boljše počutiš. Tako da to, kar slišite zadaj, čakajte, vam pokažem, kdo dela hrup. Pecam. To je naš zmaj, naša Lili, hoče pozornost. Zdaj jo bom še malo, pa jo bi dobila okrog ušes. V vsakem primeru, lejte, ko imate težave z glutenom, imate lahko enega ali več težav. Prva je otekanje telesa in občutek zabuhlosti. In če se vsako jutro zbujate zabuhle, predvsem dame, zabuhle, občutek, kot da ste prekrokane, kot da ste prejšnjo noč, se veste, kako izgledate, ga prejšnji večer malo preveč popiješ, naslednji dan je obraz zabuhel. In ravno tako se dogaja, ko imate težave z glutenom, vi ste ves čas utečene. Ne samo obraz, težava je zabuhlost celega telesa. In pogosto rečem mojim strankam, lej, nimaš težave s tem, da imaš prekomerno težo, ampak imaš ogromno ujete vode. In kakor daš stran gluten, začne telo sproščati odvečno vodo. In splahni trebuh, splahni celulit, bolj se počutiš, več energije imaš, predvsem pa lej, zmanjša se težave z motnjo pozornosti, ker nekateri rečejo, ko prideš v meno, je to normalno, da ti pešajo možganske celice in da se ne spomniš. Ne. Daj stran gluten, se pravi vse testenine, ves kruh, vse kvašene zadeve, vse krosante, vse rogljičke, vse bureke, vse to daj stran, vso sladkarijo. In boš videla, da naenkrat tvoji možgani bojo kar dobro delovali. Potem zanimivo je, kdor je občutljiv na gluten, ima potrebo po alkoholu. In zdaj gluten in alkohol skupaj se napihneš. In res pač odteklost telesa, sploh nog, dame celulit. Dajte prosim stran gluten in začnite peči beljakovinski ajdov kruh, to imate v knjigi Minkina kuhinja, noter recept, ali pa zdaj bom začela kmalu s prednaročili. Ta nova knjiga, ki bo izšla, je pa prav za tiste pač pisana z namenom, da pomaga ljudem, ki imajo kakršnokoli avtoimuno obolenje, ali ga imajo oni, ali pa v družinskem deblu. Recimo tako, kot pri nas se prenaša sladkorna bolezen, in jaz zase vem, da je sladkorna oziroma da je moja trebušna slinavka najšibkejši člen in moram paziti, kaj jem in kdaj jem. Se pravi, zame je pomembno, da jem približno na 2,5 ure do 3 ure in da ne vnašam v svoje telo sladkarij in predvsem glutena. No, zdaj sem prišla do zaključka, da moje telo ravno ne odreagira dobro tudi na laktozo, zato uporabljam pač več oreščkov, več uporabljam, kot vemo, mandljevo mleko, mandlji imajo odlično razmerje kalcija in magnezija, se pravi, je to odlično nadomestilo tudi za mleko in mlečne izdelke. Pa poglejmo naprej. Nemir, anksioznost, avtizem, avtoimune obolenja, kot so sladkorna bolezen, revmatoidni artritis, Hashimotov tiroiditis, se pravi ta Hashimoto, avtoimuno obolenje ščitnice in direktno povezano z glutenom. Potem naprej imamo osteopenija in osteoporoza, se pravi težave s sklepi, težave s kostmi, potem seveda naprej vnetje sklepov, potem imamo možgansko meglo,
težave, tudi če ste nagnjeni, če imate v družini rakasta obolenja, ali pa nekdo, ki ima diagnozo že, pač ne vem, kakšne tumore, stran z glutenom. Bolečine v prsih, nizek imunski sistem, nagnjenost na splošno k obolevanju, ni važno, vnetja po telesu, ni pomembno, kje se nahaja vnetje, nizek imunski sistem je direktno povezan z glutenom. Upočasnjena rast, preobčutljivost na mlečne izdelke, če se ti pojavljajo izpuščaji, ekcemi, dermatitis, potem prebavne motnje, napenjanje, plini, driska, zaprtje, krči. To je gluten. In če razumemo, da ste mogoče samo občutljivi na gluten, jaz vam povem, kaj se je meni zgodilo, glih tukaj, prebavne motnje. Ko sem zadnjič rekla, to je bilo za novo leto, da ne bom komplicirala, pač greš na praznovanje, ne kompliciraš, sej nimam celiakije, se pravi, lahko jem gluten. Pa še kako mi je bilo žal, da sem jedla gluten. Že takoj po kosilu me je začel želodec boleti, prav krča v želodcu. Ko sem prišla domov, se je začela driska in nato še bruhanje. In to je bilo zadnjič, ko sem jedla gluten, tako ne kompliciram. Moje telo enostavno je reklo, dovolj, tega ne prebavlja in se tako dobro počutim. In povrh, a veste, kaj je najboljše pri vsem skupaj? Ko daš stran gluten, shujšaš, enostavno utekline zginejo in se vrneš nazaj v svoje telo. Potem recimo, če nič ne narediš, lahko depresija, glavoboli, migrene, slabo vsrkavanje hranil in zaradi tega pride toliko težav, ker imaš vnetje v želodcu, po črevesju, slabost, bruhanje, sindrom razdražljivega črevesja, sindrom prepustnega črevesja. Se pravi, ti poješ nekaj in imaš občutek, kot da tvoje telo odreagira na vse. Daj stran gluten. Srčne bolezni, možganski krči, epilepsija, nevrološke motnje, kot so demenca, Alzheimer, shizofrenija, Parkinsova bolezen in tudi nagnjenost k splavom, se pravi ženske, ki ne zmorejo donositi otroka, je to zaradi pomanjkanja B-vitaminov in očitno se B-vitamini ne vsrkavajo zaradi vnetja črevesja. Črevesje pa pač to vnetje vneti gluten. No in zato je tako pomembno, dajte stran gluten. Zdaj pa dajmo pogledati majčkeno, kje se nahaja gluten, da boste lažje razumeli, kje vse je. Poglejte, pivo, vse, kar je iz piva, potem pšenični in rižev sirup, riževi vaflji, potem rž z glutenom, bela pšenična moka, kruh, preste, instant riž, riževa torta, puding, čips, palačinke, pica, bela moka za kruh in pecivo, potem krofi, lazanja, slani keksi, smoki in tako naprej. Glejte, vse, kar je oranžno, je noter gluten. In vse, kar je zeleno, noter ni glutena. To sem ravno tako dala v to knjigo, Minkina kuhinja, tako da vzemite eno od teh dveh knjig in boste videli, se pravi, ali Minkina kuhinja, kjer imate označen, kje je gluten, ali pa, ko ima življenje žur. In zdaj, ko razumete, da praktično gluten je povsod in ker ta gluten povzroča vnetja, to ne pomeni, majčken glutena bom jedla, eno sladico bom pojedla, ampak to pomeni, nič tega ne jem in nadomestim s čim zdravim. Pa rečeš, pa kaj zdaj lahko jem, če ne moram iti po sendvič? Ja, lahko si sama spečeš kruh, pa si pripraviš pač za sabo, za v službo. Recimo, greš ven jest, lahko ješ solato s piščancem. Pač toliko možnosti je, da tvoje telo dobi zadostno količino hranil. Jaz sicer ne priporočam brezglutenskega kruha, veste zakaj ne? Ker brezglutenski kruh je narejen iz koruze, koruza ima pa visok glikemični indeks in če boste jedli koruzne testenine, koruzni kruh, se boste zredili. Pogosto uporabljajo neke dodatke oziroma tudi sladkor, zaradi tega, da nadomestijo gluten in
dobro, nisem prepričana, kaj uporabljajo, ampak v vsakem primeru te brezglutenske zadeve vam povem, da vam ne bojo naredile dobro. Verjetno se boste zredili od tega. Zdaj, če gledamo praženi lešniki, ravno tako. Zdaj, če pogledamo naprej, gobova juha, instant ovseni kosmiči, kečap, rezanci za v juho, špageti, makaroni iz pšenične moke, potem jogurt, lahko tudi lahek z dodanim sadjem, suši vsebuje gluten, puding, ržena moka, pač kakorkoli. Glejte, če boste začeli peči kruh z drožmi, te droži pojejo glutenske vezi, gluten, in dejansko zaradi tega ne povzroča to nobene reakcije v telesu. Jaz zdaj seveda sprobavam na sebi in vam povem, da se res dobro počutam. Zdaj pa pojdimo majčkeno naprej. Ena stvar, ki pa sigurno brez glutena, je pa sadje. In sadje ga je zdajle pač v obilju, češenj je, kakor hočemo. Jagode so, a lahko jeste češnje brez slabe vesti? Glejte, seveda jih lahko jeste brez slabe vesti, sploh, če imajo že kakšnega črvička noter, to je pa še toliko bolj pomembno. Zdaj pa zakaj? Zakaj češnje so primerno živilo tudi za hujšanje? Zakaj so jagode primerno živilo za hujšanje? Zakaj so borovnice primerno živilo za hujšanje? In po drugi strani, zakaj hruške, jabolka, ananas pa niso toliko dobro sadje za hujšanje, sploh pa banane. Banane imajo glikemični indeks kar 60. To je približno tako, kot bi jedli, ne vem, torto. Če gledamo ananas, ravno tako okrog 60, tudi lubenica, zelo visok glikemični indeks, okrog 75. To pomeni, da to sadje vsebuje ogromno količino sladkorja, in ta sladkor se potem hitro spremeni v krvni sladkor, kar pa povzroča, zdaj vam bom narisala, se pravi, mi pojemo lubenico, naraste sladkor v krvi, telo pošlje hormon inzulin in ta presežek sladkorja spravi v maščobne celice, povzroči pa, da nam pade sladkor, in ko nam pade sladkor, mi dobimo tisto občutek, rabim hrano, nekaj sladkega. Enako se zgodi, ko jemo testenine, enako se zgodi, ko jemo koruzni kruh, enako se zgodi, ko jemo sladoled. In zdaj seveda moje vprašanje je, kako uravnati sladkor v krvi, s tem, da lahko jem vse, dobro, razen glutena. Gluten je treba dati stran. To pomeni, cilj je, da hrana povzroča minimalni odziv, ta glukozni skok, zato, da imam konstantno energijo. In če jaz jem, recimo, grem na češnjo, prepojem par koščkov mocarele. Ali pa prepojem eno pest orehov. Grem na češnjo, se lahko brez slabe vesti najem češenj in se dobro počutim. Ravno tako je, če jeste jagode. Pojeste prej nekaj oreškov, se najeste jagod. In to lahko tudi zvečer brez slabe vesti. Vse sadje, ki ima zelo nizek glikemični indeks, kot so borovnice, češnje, jagode, imajo glikemični indeks okrog 25. In vse, kar je pod 30, deluje na to, da dobro deluje na naše telo in da ta sladkor ostane v ravnovesju. Se pravi, to sadje je primerno. Kakor pojeste nekaj, kar ima več sladkorja v sebi, dvigne tale nivo sladkorja, se pravi inzulinski, ko nihanje povzroči, in to pomeni, da se redite. Zdaj pa vprašanje za vse tiste, ki hodite v službo. Kako lahko tako sadje vključite v svoje dnevne prigrizke, da se najeste pa se dobro počutite? Ko greste v službo, vzamete eno skodelico jagod recimo in nesete in zraven pojeste pest orehov. In to je en obrok. Zdaj pa eno tako ključno sporočilo pa je, razmik med enim in drugim obrokom mora biti 2,5 uri do 3 ure. Se pravi, vmes ne jeste nič. Lahko pijete kavo, lahko pijete čaj, vodo, nikakor pa ne zobate. Zdaj pa zakaj?
Zato, ker mi moramo dovoliti temu hormonu inzulinu, da presežek, da pač uravna, da počisti, da nahrani celice. Če mi neprestano nekaj zobamo, pomeni, da ta inzulin, trebušna slinavka, ki sprošča inzulin, je ves čas obremenjena. Mi moramo dovolj trebušni slinavki, da se vmes spočije. In zato ne smemo kar naprej jesti. Zadnje čase je res moderno postenje in so razne teorije in tako naprej. Postenje za vse tiste, ki ste občutljivi na sladkor, ni primerno. Postenje za vse vas, dame, v meni, ni primerno. Postenje za vse vas, dame, ki ste v perimenopavznem obdobju, se pravi nekje po 42. letu, ni primerno. Se pa zakaj? Ker če boste šle na post, vaše telo ne ve, a ste vi mogoče vdahavu in naslednji obrok, Bog si ga vedi, kdaj bo spet, in na podlagi tega začne vaše telo shranjevati. Ko dobi hrano, jo shrani za slabe čase. In spet potem ne jeste 8, 10 ur, 16 ur in potem se hranite in potem spet ne jeste. Kaj se zgodi? Vaše telo pade v to, da ko boste začeli normalno jesti, bo vaše telo samo še shranjevalo. Nekateri priporočajo zdaj celo en obrok na dan. No, to je za moje pojme še večja bedarija, ker če boste vi, dame, šle na en obrok na dan, se bo zgodilo to, da tiste en obrok bo telo začelo shranjevati. Manjkalo vam bo vitaminov, mineralov, manjkalo vam bo kroma. In če vam manjka kroma, ste neprestano lačni. Ampak lačni, vaše telo hrepeni, daj mi cukar, rabam nekaj sladkega, daj mi čokolado. To je zaradi tega, ker vam je tako močno padel nivo sladkorja in druga zadeva, tako hudo pomanjkanje beljakovin imate in tretja zadeva, tako hudo pomanjkanje kroma. Krom je pa mineral, ki ga dobite drugače v jajcih ali pa jajca, predvsem jajca, gobe. Ne morete pojesti to gobo v tistem enem obroku, da boste dobili zadostno količino kroma. In pa ste lačni in se ukvarjate z lakoto, namesto da bi ustvarjali. Tako da jaz ne verjamem v nobeno dieto, verjamem v zdravo kmečko pamet, tako kot je bilo nekoč. Ljudje so imeli zajtrk, malco, kosilo, malco, pa večerjo. In res verjamem v to, da naše telo potrebuje vsakih nekaj ur pač hrano, da lahko delujejo možgani, da se dobro počutimo, da imamo energijo. In kdor tega svojemu telesu ne da vsakih nekaj ur, pomeni, da slej ko prej bo zbolel. In kdor kar naprej nekaj zoba, ravno tako slej ko prej bo zbolel. Zato je tako pomembno, ne? Prva točka ljubezni do sebe je, ali se nahranim. A poskrbim za svoje fizično telo. In če se nimam niti toliko rada, da bom poskrbela za svoje obroke, poskrbela za to, da se nahranim, glejte, a lahko nekdo drug namesto mene je? Pač ne more. In zato, ker se imam rada, pač delam vse to za moje telo. In isto vi naredite, ker je čas, da se imate res radi. Začnite skrbeti, da jeste na 2,5 uri. Dajmo pogledati, če kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo. Za tebe, ki gledaš tale video, zdaj čez skoraj 20 minut, kaj ti sporoča stvarstvo? Kaj je tisto, kar bi bilo prav, da veš, da ozavestiš? Na katerem področju je čas, da narediš nek premik naprej? Nehaj se primerjati z ljudmi. Taka kot si, si čisti unikat. Taka kot si krasna. Dobro, težko mogoče sprejmeš svoje telo, pet z mišičnim testom narediti, česa pri sebi ne sprejemaš. Mogoče ne sprejemaš, da si se rodila kot ženska, mogoče. So mogoče pri tebi doma pričakovali fanta in zdaj se celo življenje boriš s tem, da težko sprejmeš svoje žensko telo.
začni uživati v svojem ženskem telesu. Zadnjič sem videla eno žensko, ki je športala in je bilo tako, hodi kot en moški. Rekajo, ta ženska nima vsem nič ženskega. Ko mi damo obleko gor, ne moreš hoditi kot moški. Ne moreš. Biti v ženski energiji je lepo. Poskusite. In zanimivo, druga karta je pa prišla, tvoj razcvet. Ete spet ženska energija, tvoj razcvet. Da sprejmeš svoje obline, da sprejmeš svoje talente, da sprejmeš vsak delček svojega telesa, ker pač ni krasno, da imaš to žensko telo. A ni to krasno? Dajmo pogledati naprej. Sporočilo zate je, zaupaj svoji intuiciji, angelom, ki te vodijo naprej. Bodi bolj pozorna na to, kaj ti ta notranji glas govori, ki ti reče, kaj pa če bi to? Pomisli, kaj pa če bi to? In ustvarjalec. Začni ustvarjati. Zanimivo. Kakšne lepe karte prihajajo za tebe. Ti, ki tole poslušaš, si tako lepa energija. Ne pa če pogledaš, poslušati svoj notranji glas, spraviti se v ravnovesje in čas je, da pozdraviš še tiste dele sebe, kjer je še potrebno zdravljenje. In tukaj zdaj, če gledamo ta roka, je direktno čez solarni pleksus, čez trebušno slinavko, se pravi, trebušna slinavka je odgovorna za nihanje sladkorja. Povezan solarni pleksus je povezan s tem, kako se jaz pokažem, kdo jaz sem, kako sebe dojemam, kako samozavestno gledam na sebe, kako se samozavestno postavim za sebe. Druga je pa zdravljenje kronske čakre in čakre tretjega očesa. Se pravi, povezan s tem, da končno uzrem resnico, kdo sem. Mogoče se včasih enačimo z izobrazbo, ki jo imamo v tem življenju. S titulami, ki smo jih uspeli v tem življenju pridobiti. Se pravi, jaz sem direktorica, jaz sem to, jaz sem samo čistilka. To je samo vloga, ki jo igraš v tem življenju. To si tvoja duša izbrala. To še nič ne pomeni, kakšen človek si. Kakšen človek si, pa da se začne zavedati, da si veličastna, lepa, krasna duša. To je pa daleč od vlog, ki jih igramo v tem življenju. Od stopnje izobrazbe, ki smo jo dosegali. To nima veze s tem. Vezo pa ima s tvojim srcem, s tvojo samozavestjo, predvsem pa začne se vse z ljubeznijo do sebe. In to je v bistvu to zdravljenje. Tudi tukaj ta roka, nekaj tukaj čez popek. Popek, popkovina je povezana z družinskim deblom, z mamo, kako je mama gledala na svoje telo, kako je mama sprejemala sebe oziroma sprejema sebe, kako je bila mama mogoče ali preveč samozavestna, ker kdo je preveč samozavesten in hodi po drugih ljudeh, ima preveč izražen solarni pleksus. Po drugi strani pa, zdaj kakšno vlogo vi igrate v vaši družini. A ste tisti mirovnik, ki bo vsem odnesel, prinesel, zrihtal, a je tisti, ki rohni. Ne vem, vsak si prevzame neke naloge, ampak mogoče vse skupaj je povezan s tem, prav v družini, da najdeš mir v sebi in da ta mir v sebi ne more skaliti mnenje nikogar. Ko nekdo v družini reče, ti si tak, ali pa ko vas nekdo preko družbenih omrežij recimo reče, ti si tak, ni pomembno. Ni pomembno mnenje drugih ljudi, pomembno je vaše mnenje o vas samih. Čas je za tvojo tišino. Tišina tvoje duše. Tišina notranjega glasu. Tišina tistega glasu, ki govori, pa si premalo te, pa bi mogla to, pa nisi to. Utihni, kdo ti govori v tvoji glavi? Tvoja mama, ki ti celo življenje govorila, kaj ni v redu. Pač dovolj. Enostavno reči dovolj. Nemo gledati naprej. Pred tabo so nove možnosti. To, kar se ti do zdaj dogajalo, je pogojenost, je povezano s tem, da ti si nekaj več. Ta lev nima zvezanih, ima zvezane noge, ampak ima gobec, da lahko samo pregrizne te okove,
te vezi. In pred tabo je novo potovanje, prestranost, možnosti, neskončne možnosti, dovolj si poleteti in dovolj biti zaenkrat navzoča tukaj, kar se ti dogaja. Poglejte te 3 karte, ki so zdaj prišle ven. Ta je obstoj, ta ženska sedi na lokvanju, popolnoma mirna. Tukaj akrobatske spretnosti, se pravi biti prisoten v tem trenutku in vse, kar se ti podi po glavi, začni odstranjevati vse tisto, kar te ne podpira. In nešteto možnosti. Karla, zdaj pa še Karla nagaja. No, in zdaj dajmo še eno karto za konec tega videa, da vidimo, kaj je še eno sporočilo za tebe. Izžetost. V nekem odnosu si izžeta. Hočeš vsem ugoditi, igraš politiko sama s sabo, oklepaš se ran preteklosti in daj že to odstran, pejdi v neko, v tišino, zaradi tega, da boš stvari pogledala z realne stvari, da boš pogledala, kje so tvoje rane in potem boš imela vsega dovolj, zazri se v svoje notranje vode in potem začni deliti, dajati, širiti svojo svetlobo. To je to. Vsak v svojem okolju. Tako da kar pogumno, predvsem, kje smo začeli? Gluten stran, razumevanje glikemičnega indeksa, potem pa ljubezen do sebe in delati stvari, ki te podpirajo, zbirati odnose, ki te podpirajo in vse tisto, kar te ne podpira, enostavno reči šment, ne moram drugih prisiliti, da me imajo radi, v redu je, spuščam in je vse v redu, tako kot je. Tako da uživajte, hvala vam za vso podporo, hvala vam za to, da ste z mano, zdaj tudi do konca tega videa. Povabim vas, dajte lajkati ta video, dajte ga mogoče deliti z nekom, ker na ta način pač te informacije zvi več ljudi. Predvsem pa se veselim naslednjega videa, čez kakšen dan objavim novo sporočilo za vas, nekaj, kar se takrat dogaja in se res veselim teh najnih skupnih trenutkov. Tako da uživajte in res lep dan vam želim.